Do cilja možno tudi po ovinkih. Medtem ko dijaki te dni rešujejo maturitetne pole, devetošolci zbirajo še zadnje ocene. Te se spremenijo v točke, potrebne za vpis v srednjo šolo. Letos ima v Sloveniji manj srednjih šol omejitev vpisa, 59. Lani jih je bilo 70. Gimnazije ohranjajo veliko zanimanje. A so se želje devetošolcev po gimnazijah v Ljubljani in Celju v večini ustrezneje porazdelile kot v Mariboru. Lani je osrednji del Slovenije imel problem, da devetošolci ne bi dobili mesta. Letos je obratno. Omejitev vpisa v Mariboru ima 8 od 17 srednjih šol. Vpis omejujejo tudi mariborske 1., 2. in 3. gimnazija. Čeprav nekih strašnih presežkov ni. V Ljubljani nekatere gimnazije presenetljivo nimajo omejitve in so sprejeti vsi, ki so tja želeli. Ti učenci imajo tako sedaj že bolj sproščene zadnje osnovnošolske dni. V prestolnici nimajo omejitve vpisa na gimnazijah, kot so na primer Bežigrad, Poljane in gimnazija Jožeta Plečnika. Lani so jo imele. Brez omejitve sta tudi Ledina in Vič. Ali so se tamkajšnji devetošolci bolj pragmatično odločali? Zagotovo tudi. Na gimnaziji Ledina je okoli 80 dijakov po prispelih prvih prijavah preneslo prijavnico na drugo šolo. Letos ponekod tudi zaznavajo, da je več učencev ostalo v svojem lokalnem okolju in so se manj množično vpisovali v šole v večjih središčih. Problem nastopi, če se otroku ne uspe vpisati v želeni program in se mora potem vpisati nekam, kjer je pač prosto mesto, pa mu ta po sili izbrani šolski program niti slučajno ne leži. V Mariboru imajo prosta mesta še nekatere strokovne gimnazije, tudi splošne. Če otroku ali družini vse malo leži ta svetovni nazor ali način življenja, ima prosta mesta še mariborska škofijska gimnazija. Tudi do Ruš se peljati ni daleč. Kar se tiče srednjih šol in kasnejšega študija, pa je možno priti do cilja po marsikateri poti, tudi morda ovinkasti. Ampak če ima dijak pred seboj trden cilj, bo do tja zagotovo našel pot.